Dober dan vsem. Poglejmo zdaj na obnovo imaginarnih in kompleksnih številih. Torej, če mi imamo enačbo x na drugo enako 9, ta ima jasno kot rešitvi 3 minus 3. Če pa nas zanima rešitve enačbe x na drugo enako minus 9, poskusimo s 3 minus 3. 3 na drugo je 9, minus 3 na drugo je tudi 9. Torej, ne bo minus 9. V resnici nobeno realno število ni rešitev te enačbe, v smislu, da kot množica realnih števil, kvadratnega realnega števila je zmeraj pozitiven. In torej si izmislimo imaginarna števila, uvedemo imaginarno enoto i, jo definiramo tako, da i na drugo je minus 1. To bi pomenilo, da i je kvadratni korent minus 1. Čeprav to ni točno formalno, ampak se lahko intuitivno to razume. Sedaj, in torej enačba x na drugo enako minus 9 ima kot rešitvi 3 minus 3. Zakaj ne primer? 3 na drugo je 9 i na drugo je minus 1, 9 krat minus 1 je minus 9. Torej, ta so imaginarna števila z liste oblike b krat i, kjer b je realno število. Torej, so večkratniki od i 2i, minus 1 tretjina i, koren od 2i, večkratniki, s tem so pomnoženi z enim realnim številom. Torej, in tukaj operiramo, kot če bila katerakoli druga črka, naprimer 5i minus 3 je 2i, 3 krat 5i, tudi kot katerakoli druga črka 5i na drugo, ampak pazimo, da i na drugo je minus 1. Torej, 15 krat minus 1, minus 15. Torej, ko množimo, bomo srečali potence od i. Poglejmo potence od i. I na prvo je i. Spodaj na prvo. I na drugo, i po definiciji minus 1. I na tretjo, i na drugo krat i. Torej, minus 1 krat i, minus i. I na četrto, i na drugo krat i na drugo. Minus 1 krat minus 1 je 1. Imamo te 4 vrednosti. In potem se lahko vidi, da te 4 vrednosti se zmeri ponavljajo naprej v neskončnosti. Torej, ko imamo na 5, na 6, na 7, na 8, so zmeri te vrednosti. Če mi delimo z enim imaginarnim številom, naredimo kot pri racionalizaciji, isto kot pri racionalizaciji, množimo zgor in spodaj z i. Torej, v imenovalcu imamo i na drugo, ki je minus 1, in torej 5i uramo minus 1 je minus 5i. Potem, če mi poskusimo pa sešteti eno realno število z enim imaginarnim, vidimo, tukaj ne moramo poenostaviti, ne moramo narediti ničesar, ostane tako. In torej to so nova množica števil, so števila oblike a plus bi, kjer a in b sta realni števili. In to, te števila te oblike a plus bi imenujemo kompleksna števila. Kompleksna števila, in to je nova množica. Torej imamo realna števila, imaginarna števila in imata skupno ničlo, ker nič je tudi nič i. In potem imamo tudi v celi ravnini vsa ostala kompleksna števila, naprimer 4 plus 2i, minus 3 minus i, vsekakor tudi realna in imaginarna so del kompleksnih števil. Sedaj, tukaj z kompleksnim številom operiramo tukaj, kot če bila na katerakoli druga črka, torej tukaj seštevamo posebej, dobimo minus 4 plus 5i, ki je še zmeraj kompleksno število. Če jih gremo množiti, tudi operiramo, kot če bi bila katerakoli druga črka. Samo da pazimo, da tukaj i na drugo je minus 1, minus 8 krat minus 1 je plus 8, 3 plus 8 je 11. Če moramo deliti kompleksna števila, kot tukaj, bomo rabili isto pravilo kot pri racionalizaciji, ker imamo dva člena v imenovalcu. Torej, tukaj bomo uporabili pravilo a plus b krat a minus b je na drugo, minus b na drugo. Tukaj imamo 1 plus i, množimo z 1 minus i zgor in spodaj. Tukaj v imenovalcu bo 1 na drugo, ki je 1, minus i na drugo, potem i na drugo je minus 1, torej 1 plus 1. V števcu tukaj je kvadrat binoma, ampak tudi če ne bil, bi množili dve kompleksni števili. Tukaj, ko množimo, v števcu dobimo minus 2i, delimo tukaj z 2 in dobimo minus i. Tukaj smo dobili imaginarno število, ampak nasplošno bi bilo eno kompleksno število rešitev tega. Potem vidimo, kaj pomeni konjugirano kompleksno število, je tisto, kjer menjamo predznak imaginarnemu delu. A je realen del, b je imaginaren del. Tukaj menja predznak v bistvu ta imaginaren del.
Ja, potem mi lahko definiramo absolutno vrednost kompleksnega števila, torej mi imamo kompleksno število a plus bi, ki ponazorimo tukaj s to točko, ta točka ima neko razdaljo do izhodišča, ki je število nič, in ta razdalja definiramo kot absolutno vrednost od kompleksnega števila, kar v bistvu, pomislite, je ista definicija kot pri realnih številih. V bistvu, absolutna vrednost je razdalja do ničle. Torej, ta ρ sem klical absolutno vrednost, je kvadratni koren od a na drugo plus b na drugo, ker tukaj rabimo Pitagorov izrek. In potem tukaj lahko rabimo tudi kotne funkcije kota fi v tem trikotniku in torej razumemo, da a je ρ krat kosinus fi in b je ρ krat sinus fi. In če hočemo napisati a plus bi, damo to skupaj tudi z i-jem in izpostavimo ρ, torej je ρ krat kosinus fi plus i sinus fi. Ta je polarni zapis kompleksnega števila. Zakaj je dober? Ker imamo zelo enostavna pravila za množenje in deljenje. Torej, če imamo eno kompleksno število z1, ki je ρ1 krat cos alfa plus i sin alfa, in imamo eno kompleksno število z2, ki je ρ2 cosinus beta plus i sinus beta, če jih pomnožimo, se pomnožijo absolutne vrednosti, ampak koti se seštevajo. Če mi delimo, ta kompleksna števila se delijo absolutne vrednosti in koti se odštevajo. Torej, kot posledica pravila za množenje, pravilo za potenciranje na potenco n. Torej, če imamo kompleksno število ρ cosinus alfa plus i sinus alfa, to kompleksno število nn je absolutna vrednost na n krat kosinus od n alfa plus i sinus od n alfa. Kot se pomnoži z n. To je de Moivrova formula. Jo rabimo, zdaj tukaj imamo kompleksno število minus koreno 2 plus koreno 2i. Če mi to hočemo dati na četrto, če bi rabili ta algebrski zapis, ker to je algebrski zapis kompleksnega števila, bi mogli narediti binom na četrto, prije precej dolgo, tako bo bolj enostavno. Torej, zračunamo absolutno vrednost, je koreno da na drugo plus b na drugo, koreno minus koreno 2 na drugo plus koreno 2 na drugo, koreno 2 plus 2, koreno 4 je 2. Absolutna vrednost je 2. Sedaj tukaj napišemo kosinus in sinus od tega kota. Kosinus je a ulamljeno ρ in sinus je b ulamljeno ρ. A je ta, b je ta in torej dobimo, da kosinus je minus koreno 2 polovic in sinus je koreno 2 polovic. Torej, kosinus je negativen, sinus je pozitiven, smo v drugem kvadrantu in če malo razmislimo s temi vrednostmi, lahko narišemo trigonometrično krožnico, dobimo, da kot je prav 135 stopinj, v radianih 3/4 pi. In torej naše kompleksno število lahko ponazorimo kot absolutna vrednost, ki je 2, krat kosinus od 3/4 pi plus i sinus od 3/4 pi. In sedaj, ko hočemo dati na četrto, bomo dali 2 na četrto, kosinus od 4 krat 3/4 pi plus i sinus od 4 krat 3/4 pi. Tukaj 4 se krajša in dobimo 3pi, 3pi. Ker kosinus in sinus sta periodična s periodom 2pi, lahko odštejemo 2pi pri obeh, je kot odšteti 360 stopinj in dobimo in torej dobimo, naš polarni zapis je 16 krat kosinus pi plus i sinus pi. Smo ga dobili, ampak v tem primeru lahko še računamo naprej, ker kosinus pi je minus 1 in sinus pi je nič. In torej imamo 16 krat minus 1, minus 16 smo dobili. Sedaj, obstaja tudi en drugi zapis kompleksnih števil, ta je Eulerjeva formula, Eulerjeva enačba, ki e na fi i je kosinus fi plus i sinus fi. Vidimo, ta izraz je prav tak, ki ga imamo, razen absolutne vrednosti, je prav ta izraz tukaj, velja to. In torej lahko računamo s kompleksnim številom, rabimo pravila potenc, če bi pisali tako. Poseben primer, e na pi i je kosinus pi plus i sinus pi. Pi je jasno kot v radianih, kosinus pi je minus 1, sinus pi je nič, in torej dobimo, da e na pi i je minus 1. Če minus 1 nesemo na drugo stran, imamo e na pi i plus 1 enako nič. To je Eulerjeva identiteta, ki je tako zanimiva, je tudi simbol mojega kanala YouTube. Je formula, ki poveže vse konstante matematike. E, pi, i, 1 in nič. Tako je ena zanimivost. In tudi lahko vidimo, izluščimo še eno stvar. E na pi i je enako minus 1. Torej, naravni logaritem od minus 1 je pi krat e.
Ker pi je prav eksponent, logaritem je eksponent. In torej mi smo pravili, da se ne mora izračunati logaritme negativnih števil, če uvedemo imaginarna kompleksna števila, se lahko. Narodni logaritem minus 1 je pi krat e. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.